Dober večer. Dobrodošli. Danes smo tukaj na kapeli in spet je Goriški večer. Tokrat je v soorganizaciji z Slovensko matico. Obema veste, da je skupno domoljubje, ljubezen do resnice in seveda vrednote slovenske osamosvojitve. No, nocojšnji večer, tukaj imamo 4 goste. Gospa Ignacija Fridelj-Jarc bo vodila pogovor z gospodom Edvardom Kovačem, z gospo Tanjo Rebula in z gospodom Milčkom Komelom o dnevniških zapisih Alojza Rebule. Lep večer, uživajte. Spoštovane, spoštovani, cenjeni organizatorji, iskrena in topla zahvala za današnje srečanje, da ste se udeležili v tako velikem številu tega večera, ki je posvečen pisatelju, akademiku Alojzu Rebuli. Drži, Slovenska matica je skozi več desetletij izdajala dela Alojza Rebule, pravzaprav stoji tako rekoč mu zvesto ob strani že v njegovih prvih mladostnih delih, ko je izšel leta 1960 njegov roman Senčni ples. Na Slovenski matici je sledila tudi izdaja njegovega dela, romana V Sibilinem vetru, ki ga mnogi literarni zgodovinarji ovrednotijo za najbolj celovito, tudi najbolj dovršeno Rebulovo mojstrovino. Potem so sledile še izdaje njegovih dnevniških zapisov, Vrt bogov in drugih spominov in žal že po akademikovem slovesu in odhodu v večnost smo zdaj v letu 2025 izdali njegove dnevniške zapise iz mladostnih let. Iz let med 1948 in 1954, ko je pisatelj Alojz Rebula študiral na klasični filologiji v Ljubljani, preživljal nekako svoje soočenje tako s takratnim šolskim sistemom, izobraževalnim sistemom v Sloveniji, svoje iskateljstvo, kam naj usmeri svojo karierno pot, ko se je uril v slovenskem jeziku, saj vemo, da je bil prisiljen obiskovati šole v italijanskem jeziku predtem. In kar je morda za same dnevniške zapise najpomembnejše, to je obdobje, ko je srečal svojo življenjsko muzo, kasnejšo družico, ženo, mater njegovih hčera, njunih skupnih hčera in pisateljico Zoro Tavčar. Prav njej so dnevniški zapisi tudi v največji meri posvečeni, so na nek način spomenik ljubezni in sama te dnevniške zapise imenujem slovensko visoko pesem. Zelo sem vesela, da so pri nastajanju te knjige sodelovali res izjemni ljudje, ki so pisatelja Alojza Rebulo seveda najbolj globoko osebno poznali, kot tisti, ki so z njim prijateljevali ali ki so ga strokovno prebirali vse življenje. Najprej naj poudarim hčerki, doktorico Tanjo Rebula in gospo Alenko Rebula Tuta, in izrečem globoko, iskreno zahvalo, da ste se odločili, da tako intimne pisateljeve zapise delita slovensko bralno literarno javnostjo.
Prav posebej za samo izdajo dnevniških zapisov od 1948 do 1954 je zaslužna gospa Tanja Rebula, ki je danes tukaj z nami, ki je, kot pravi sama, očetove hieroglife, njegovo pisavo, razbirala, prebirala, prepisovala rokopise, jih uredila nekako v to knjižno celoto in hkrati k delu tudi pridodala opombe, da se ti dnevniški zapisi o ljudeh na tej in oni strani slovenske meje lažje razvozlajo v našem branju, ker jih marsikaterega izmed njih sicer ne bi poznali. Prav tako so pri nastajanju knjige sodelovali s svojimi spremnimi besedili akademik, profesor dr. Milče Komelj, ki je danes prav tako z nami in ga toplo pozdravljam, profesor dr. Edvard Kovač in Igor Tuta, soprog Alenke Rebula Tuta. In prav je, da se v tem trenutku spomnim še na neko dragoceno osebnost pri nastajanju te knjige. To je gospa Nada Šumi, ki je besedilo z vso svojo subtilnostjo prebirala tako jezikovno kot uredniško in na nek način tudi ga oblikovala s to mehko podobo, ki je danes tukaj pred vami. In prav je, glede na to seveda, da teh dnevniških zapisov Alojza Rebule danes ne bi bilo pred vami, če ne bi bilo Tanje Rebula, da seveda najprej povprašamo gospod Tanjo Rebula, kako ste vi doživljali ta stik znova z očetovimi besedili, jih prepisovali, kaj ste naleteli ob tem prepisovanju, kaj ste se na nek način znova spoznali iz njih. Hvala lepa. Najprej lep pozdrav vsem. Moram reči, da se mi zdi, da je bilo nekoliko nenavadno presenečenje tudi zame. V tistih naših omarah nepregledno število vseh zapisov, knjig, papirjev in tako dalje. In med temi je bil tudi nek zvezek. In ta zvezek je imel napis Dnevnik april 48. In meni se zdelo skoraj nemogoče, kako da sta z očetom in mamo sta večkrat prepisovala nekatere odlomke dnevnikov ali celo določeni dnevniški zapisi so že išli v knjižni obliki, ampak tega nikoli nista omenila in meni se zdelo nemogoče, da bi sploh kdo prebral, ker je samo mama znala brati očetovo pisavo, res. Nismo znali prebrati niti posvetiti knjige, ne jaz ne sestra. Tako da se mi zdelo skoraj nemogoče, ampak potem je nekoliko ganilo, ko sem se prebila skozi res sem skoraj že obupala, ampak potem se mi nekaj stavkov le odprlo in sem gotovila, da so ti zapisi izjemno odkriti do sebe. Mislim, da malo kdo zmore pisati dnevnik, ne da bi samemu sebi prikrival določene notranje boje, stiske, dvome, tudi nekatere šibke plati sebe ali lastne narave. In to me je izredno ganilo, presunilo in potem sem rekla, mogoče pa tudi posebno današnji mlad človek v svetu, ki drvi v neke vrste nihilizem, svet brez vrednot, relativizem, da lahko se začudi nad tem, kako je bilo nekomu to sveto. Vse mu je bilo sveto. Najprej ljubezen, potem prijateljstvo, študij, klasična filologija, vera, torej nobenega cinizma, nobenega nihilizma, kljub trpljenju in kljub nekaterim res težkim preizkušnjam, so trenutki šibkosti, nikoli pa ne nihilizma. Tako da sem rekla, mogoče pa mladi ljudje, ker sem pač tudi sama učila na šoli leta in leta in sem imela mlade ljudi predvsem pred sabo,
In sem rekla, mogoče pa nek človek, ki živi tako dolgo, kot je bilo njemu dano, do 95. Ki na koncu uresniči vse to, v kar je upal, hrepenel, veroval in obenem obupaval, dvomil, vendar zdržal, se mi je zdelo, da je lahko spodbuda. Ne samo za mlade, tudi za nas odrasle, recimo. Ker je bil ta dnevnik, recimo, v celoti, z vsemi pisateljskimi načrti, nekako izživeti, vključno z, kot rečeno, preizkušnjami. In to me je nagovorilo, to mi je pomagalo ustrajati pri sej zadevi, to me je včasih tudi mučilo vprašanje, kaj bi moj oče, ali bi res želel, da se to bere. Ampak, po drugi strani, med vrsticami se mi zdelo, da on kar piše, piše za ljudi in ne zase in ne za predal. Tako da mislim, da je tukaj zbrano občinstvo vsekakor vredno te knjige, že svojo prisotnostjo in da mogoče bo razširilo glas, ki je meni zelo pri srcu in sicer, da je vse to, kar piše tukaj, vredno spoštovanja in nikakor ne posmeha, kot bi lahko kdo tudi iz teh vrednot se norčeval, ne? Ampak gotovo nekdo izmed vas. Edini ta dvom me je obhajal. Mislim pa, da mi oče ne bi zameril, da smo s sestro to izdali, ne? In da mislim, da je na nek način tudi duhovno med nami. Ja, potem ste se... Potem ste se prebijali skozi te vrstice, jih seveda tudi sami podoživljali. Kako ste skozi te dnevniške zapise začeli mogoče drugače zreti na očeta, ga doživljati? Mogoče je stvar, ki me je najbolj presenetila, on mogoče v vsakdanjem življenju ni izražal, kar je tudi res v vsakdanjem življenju težko, ne? Recimo seveda izraz ljubezni, da mož pomije posodo ženi, ne? Kar je tudi večkrat naredil. Ampak mogoče, da vsa ta njegova čustvena globina, hvaležnost do mame, do dejstva, da je večkrat izrazil dobesedno, da je Božja previdnost ga pripeljala v njegovo življenje, ne? Vse to je mogoče me je zelo presenetilo v tem dnevniku, ne? Ker verjetno ne bi vedela, do kakšne globine je segala njuna povezanost, pri tem, da mogoče, kot rečeno, ne? V literaturi, med vrsticami, seveda, da lahko je tudi človek misli, ko opisuje ljubezen, ne? In da se delno izhaja tudi iz teh izkušenj osebnih, ampak tukaj izrecno govori o njej. Izrecno ga je pretreslo srečanje z njo in izrecno tukaj piše res, čeprav mladostni dnevnik, ne, se zdi, prva zaljubljenost, ampak ona dva sta živela skupaj potem do praktično 95. leta, ne. In to me je na nek način nagovorilo. In se mi zdi, da je to, da se je zavedal in da je bil res hvaležen, raslo z leti. In da sta nekje celo prišla do nekega začudenega vprašanja, ne vem, kje sem to prebrala, če sta normalna, da ta ljubezen je vedno večja in ne manjša, ne? Ne vem, kje sem to prebrala, ker pač zdaj sem malo prebirala intervjuje, ne? V tem smislu se je spreminjala oblika, ampak to medsebojno spoštovanje, ne? Kljub njuni res velike različnosti, se mi zdi, da me je presenetilo v tej izredno lirični obliki, ki je seveda vsakdanje življenje ne more izraziti do te stopnje, ne? Tako. Hvala lepa, Tanja Rebula. Še kar nekaj vprašanj bom imela za vas. Akademik profesor dr. Milček Komelj, slišali smo nekaj besed o svetosti ljubezni. Prav posebna pa je bila tudi njegova ljubezen do jezika, do besede. Vi ste o tem mnogokrat govorili. Kako pa gledate na njegov jezik v teh zgodnjih mladostnih zapisih? Ja, to je knjiga o ljubezni, ne? Do njegove kasnejše žene, do njegove Beatriče in tako naprej, ampak skozi se ves čas čuti pa tudi njegova, da izhaja tudi iz ljubezni do jezika, ne? In on, kot je bilo prerečeno, ne, se ni učil slovenščine v šoli, ne? In zato je imel še poseben odnos do jezika v vseh njegovih tančinah in odtenkih in iz te knjige se vidi, da se je tega ves čas tudi zavedal, da to njegovo pisanje seveda ni bilo vaja, ampak iz stisk
in iz hrepenenja potem, da bi vse, kar si želi izraziti, čim bolj subtilno izrazil, je ves čas ta jezik nadzoroval in se tudi spraševal o njem. In je tukaj že zastavil pravzaprav vso svojo literaturo, ker se sprašuje o slogu in podobno in se je zavedal, da vse, kar piše, da mu bo prišlo prav tudi v literaturi, ki jo v duhu zasnoval, tukaj pa že koncipiral. Ne rekel, da vse mu bo prišlo še prav, da bodo to detajli, nekje piše detajli oziroma fragmenti, ki jih bo rabo, ko bo dopolneval ali pa cizeliral neko večjo arhitekturo. In takrat je imel že v mladosti očitno pred sabo duhovni načrt te svoje literature, ker nekje tu tukaj govori, da so njegova dela pravzaprav fragmenti, iz katerih bo sestavil tempelj, ne, in potem opisuje to arhitekturo umetnosti in podobno. Ne. In kamni se mu zdijo mrtvi, ampak pravi bo oživil, vdahnil dušo, tako da se je počutil kot Ezekiel, ki je mrtve kosti oživljal, ne, in pa kot Prometej, ki je luč duha oživljal, vdahnil človeštvo. Skratka, on je tukaj v jeziku se ves čas ga ustvarjal in se ves čas o njem spraševal in tudi je imel seveda, ne sem bogat besedni zaklad, ampak imel tak izrazit smisel, da je znal prav naslikati vse, kar je videl, ne? Čutno, muzikalno, skratka. Čeprav pravi, da ni izobražen oziroma da ni likovno tako, da nima smisla, je pa prav slikar. Tukaj so opisi pokrajine, ki spominjajo na Jamo, na Jakopiča in podobno, skratka, ko je gledal iz Nuka oziroma iz takratne predavalnice klasične filologije proti Trnovemu. In se je hkrati zavedal, kako sjajno piše oziroma in ga je skrbelo, če ni preveč dekorativen. In piše noter nekaj, da se je o tem tudi posvetoval s Stankom Cankarjem, ki je rekel, da naj si odmisli okras in podobno, in se je potem odločil, da bo pisal tako, da bodo samo dejanja, češ, da ni potrebno nobenih pridevnikov in podobno, skratka, in se spraševal v stilu, ampak je spoznal, ne, seveda in tudi sam to reflektiral, ne, da stila ni treba iskati, ampak pride samo od sebe, ko ti avtentično z besedo do popolnosti nekaj izraziš. In tukaj me je spomnil seveda na ekspresioniste, s katerimi sem se več ukvarjal, ne, ki so ravno tako pisali dnevnike mladosti, sicer bolj otroče, oziroma otroške, ker so bili 10 let mlajši, ne, ampak so ravno tako iskali sintezo, oziroma so se spraševali o razmerju med obliko in vsebino. Ne. In ne bila prva vsebina, oblika je pa iz njega sama izrasla in se je tega tudi zavedal. Tako da je to, tukaj so njegovi stvarjalni začetki, hkrati delavnica, iz vsega se pa vidi, da je že gojil jezik tudi v zavesti oziroma skrepenenja potem, da bo ustvaril veliko arhitekturo slovenske literature, kar je potem tudi ustvaril. Je to postal potem en največjih slovenskih pisateljev vseh časov. Po mojem, ne? Tako vse pa je temelji tudi tukaj na jeziku, ki ga je tako ljubil, skratka, tako da enači pravzaprav ljubezen do jezika, ljubezen do deklice, ne? Oziroma izvoljenke, pa se tudi z ljubeznijo do Boga, vse to povezuje. In pravi, da tudi vera v Boga, da temelji na njegovi ljubezni, da se skozi vse razkriva in da mu ta ljubezen daje tudi moč ustvarjalnosti, mu daje krila ustvarjalna, seveda izrazuje lahko ta krila pa samo z besedo, ker je bil pisatelj, ne slikar, oziroma sem besedni slikar. Vse, kar je pa naslikal z besedami, je pa tako specifično in to je po mojem sploh bistveno za Rebulo, da slika vse nazorno, čutno, utepljivo, hkrati je pa skozi vse, kar je videl na sliko, je pa nekaj idealističnega oziroma je čutil, da so vse, kar človek vidi, doživlja, da je vse to oznanjanje nečesa onstranskega in posod je videl znamenja vstajenja. V vseh lepotah narave, ne? Je posod čutil vstajenje in to hrepenenje po večnosti, ki jo z jezikom znal izraziti, pravzaprav drhti skozi celo to knjigo. In to je po mojem najbolj prav Rebula že tukaj nakazan. Pa vendarle, če še za hip ostaneva pri jeziku. Namreč to je tudi obdobje, ko študira klasično filologijo, torej starogrščino in latinščino
In tudi ta svet se skozi te zapiske izkazuje, dokazuje, ga je zelo močno oblikoval. Ta ljubezen do lepote, do resnice. Tudi to mu je dal študij klasične filologije, njegov odnos do jezika in predvsem ta dva jezika, ki ne samo klasična jezika, kot sta grščina in latinščina, ne samo, da nam dajeta neko jezikovno usposobljenost, ampak svojo izjemno strukturo spreminjata človekovo mišljenje, razmišljanje in tudi njegovo vedenje. Koliko je pomemben tudi ta segment, odločitev za klasično filologijo. To se ves čas čuti, ne? Tukaj so se ne samo klasični citati, ves čas pa tudi italijanski detajli so noter, ne? Ker je italijanske šole hodil, ta odnos do antike je pa ves čas, on tukaj kaže kot študent klasične filologije, ne? In ker je bil umetnik, seveda se je pa kot Herakles na razpotju pravzaprav znašel, občudoval je profesorje, ne? Starejšega Jožeta Kastelica, tudi druge, tako da je cela vrsta klasičnih filologov tukaj nastopa, posebno pa profesorja Grošlja, ki je bil res tako učenjak, sem ga imel priložnost spoznati, kako je bral kot iz časopisa starodavne knjige in podobno na ekskurzijah, ne, sem to doživel in on ga občudoval, ampak pravi, da mora postati nasprotje Grošlja, s čimer je mislil ne filolog, ampak ustvarjalec, umetnik, ne. Ves čas seveda je pa se skliceval na tudi vrednote antike, to je seveda sjajno ovladal in iskal v sebi neko harmonijo, ki izhaja iz antike, bil je pa razpet med, kot večkrat tukaj piše, med Atene, med Grčijo in pa med Golgoto in krščanstvo, ne. In tudi za zgled je imel noter, skratka, čeprav je bil ves ekstatičen in podobno, je pa vendar poznal in občudoval resne družinske može, ne, te profesorje in druge in je rekel, da so ti postali njegov vzor tudi svojo modrostjo, tako da ni bil nekako, tudi če je bil strašno živo za umetnost, ni postal pa ni bil bojem, ne, Fantasijeklovskim podobno, ampak antičen modrec pravzaprav. In to se kaže tudi potem iz njegovega življenja, imel tako odnos do harmonije, do družine, da je ves čas potem ljubezno resničil, ne, idealni obliki in klasika tukaj je bistvena zanj, ne samo iz tematika po harmoniji je težil citira seveda vse mogoče mojstre antične, ki jih je poznal, tako da jih je ponotranil, ko ne rečem, so bili del njega in je skozi tudi govoril, ne, z neko merilo jih je imel, ne, po drugi strani antiko pa krščanstvo, krščanstvo pa tukaj nekje pravi, da je kristjan ne po dogmi, ampak po etiki, ne? In tudi kot etik, da se ničkolikrat sklicuje na to modrost ali pa etiko grških modrecev, oziroma filozofov, tako da je antika ga seveda prodrla v bistvo in to se kaže potem seveda iz njegove literature, zlasti iz romana V Sibilinem vetru, ki temelji na antičnih izkušnjah, hkrati pa v času, ko je, kot bi rekel, Kastelc, ko je krščanstvo se porajalo in so tudi kipi pa umetnine takrat oči navzgor, se odmikali od realizma navzgor se obračale in podobno, skratka, on je tudi v kasnejših tekstih užival pravzaprav antiko ali pa od Krete in tako naprej so noter odlomki, jo tako globoko poznal, edini Jože Kastelič, kolikor sem poznal ljudi, ne, tako da je lahko ne obravnaval kot filolog, ampak kot ustvarjalec, da se je užival v klasiko, helenizem in tako naprej, zlasti pa v to zgodno krščansko umetnost, ne. Vsekakor, skozi merilo je pa tudi klasiko in je med tem, skratka, kot je nekaj Gabrovec, njegov najboljši prijatelj, napisal, da je na nekem čovnu iz antike, ne, ampak plove v perspektivo krščanstva, skratka, proti večnosti. Tako da to dvoje se pri njem neko harmonijo povezuje, ne protislovje. Tako da je bil klasičen človek, obenem je bil pa človek enega hrpenenja in iskanja in vizije. Tukaj mu je pa seveda krščanstvo dalo še dimenzije, s katerimi je presegel ali pa nadkrilil potem še to, če tako rečem, pogansko antiko.
ki je bila zelo humanistična, on je pa bil humanist, seveda izrazit do zadnjega, vse pa transcendentiral z mislijo na večnost. Ja, vprašanje za vas je tako rekoč odprl že akademik profesor dr. Milček Komelj, namreč rebula in krščanstvo, vera v Boga, slišali smo že nekaj, je bogoiskatelj, ampak vedno tak, ki išče Boga, ki vanj verjame in ne tisti, ki ga zanikuje. Ja, hvala lepa za to povabilo na ta večer. Nekako sem vesel, da spregovorim v tej dvorani. Po 60 let, kar poznam to dvorano. Tukaj sem začel, v tej dvorani je bila samostanska obednica in tukaj sem začel svoje frančiškansko življenje prav v tem prostoru, tako da se o vas pomlajam. No, ampak pomlajal sem pa vedno tudi, kada sem govoril z Lojzetom Rebulo, in enkrat sem rekel, ko vas poslušam, ko se z vami pogovarjam, me ni strah biti star, kajte vidim, da ste še vedno mladinič, da ste zvedav, da se zanima in da se znate čuditi, tako kakor otrok. Ampak kaj bi pa lahko rekli, da je bilo tako skupnega v vseh njegovih iskanjih? Jaz mislim, da je njegova duša bila zelo čista in da je tudi njegovi liki izražajo čistost njegove duše. To bom nekoliko pojasnil. Poglejte, tukaj imate pač pred seboj knjigo. Tiste, ki jo boste vzeli v roke, boste odprli in čestitam opremljevalki, da je vključila njegovo pisavo, se pravi njegov rokopis na začetku njegove knjige, ki ga pa seveda ožarja svetloba, belina lepe deklice, to je Zora. In ta pisava izraža njegovo osebnost. Ne samo, da je zagonetna, da je skrivnostna, kot iskateljska, kot je bila njegova osebnost, na eni strani razborljiva, zelo strastna, kot je bil on sam, na drugi strani zelo pokončna, nekako tudi, bomo rekli, pokaže se neka stalnica, tudi njegova načelnost. In ta njegova načelnost je iskanje čistosti idej. In ta čistost idej je bila tako močna, da se je prepoznal kot je rekel akademik gospod Komelj, da se je prepoznal v grškem čovnu, kot je rekel Gabrovec, njegov prijatelj, Stane Gabrovec. In ta grškost je bila tako močna, da je tudi on sam odkril to, kaj so odkrili kaj so rekli prvi cerkveni grški očetje, ki so imeli Sokrata in Platona za navdihenja. Vem, da ste tukaj v glavnem Goričani, ampak če boste šli na Štajersko, pojdite v Olinje in tam boste v knjižnici med cerkvenimi očetji našli tudi Platona, tudi Sokrata na freskah. Se pravi, on je videl zlasti v Platonu čistost, to lepoto idej, po kateri je hrepenel. Ampak kaj je bilo zdaj, kam je ploval v krščanstvo? In seveda, on je čutil najprej, bomo rekli, svoje telo tudi z svojim vihaništvom kot breme. Ampak ob dekletu je odkril, da kaj je krščanstvo, kar Grki niso znali razodeti, namreč v krščanstvu, kot vemo, se je Božji sin učlovečil, postal človek in združil nebo z zemljo, združil dušo in telesom. In seveda obzori, se pravi, ob tem dekletu, pravzaprav on postane kristjan.
Se pravi, sprejme tudi lepoto telesa, lepoto, ne samo lepoto narave. Tukaj, kot ste že drugi nakazali, Alojz Rebula ni imel težav, a ne? Ni imel težav, da ne bi videl sledove lepote v slovenski pokrajini in je bil prepričan, da je skupaj z Prešernom, da je Slovenija ostanek raja na zemlji. Ampak, da je nekako sprejel, da tudi človek, Božja podoba, odslikava Boga ne samo po duši, ne samo po čistosti duha in idej, ampak tudi po telesu. In tukaj bi rekli, da ga je deklica Zora ozemljila, da je videl, da se najlepše, najčudovitejše prijateljstvo, ljubezen pravzaprav razodeva v človeku samem. In v tem smislu je zdaj imel tukaj težavo. Kako pa zdaj s tistimi, ki ne mislijo tako, kakor on, ali pa celo s svojimi idejnimi nasprotniki, kako naj najde v njih Božjo podobo. No in ravno ta čistost idej mu je pomagala, da tudi v svojih literarnih likih, kot je nakazal gospod Komelj, ne samo pri profesorju Grošlju, tudi pri drugih, je vseeno jih občudoval, tudi če jih ni mogel slediti do kraja, tudi ne sledi do kraja sovretu in tako naprej, ampak jih je občudoval in v nekem smislu se je v njih tudi prepoznaval. In zato je to tako čudovito, ko boste brali ta dnevnik, pa če ste poprej brali Sibilenem vetru, bi rekel, pojdite še enkrat brati Sibilenem vetru in tam, ko filozof govori s svojimi učenci, ja, to je grški seminar na filozofski fakulteti, to je nekaj čudovitega in s tem je pokazal, da je slovenščina tista, ki je na nivoju grščine, grške misli in to si je zadal, da bo pomagal slovenščini do tistih čistih, izjemnih izrazov, ki jih je premogla grščina. Jezikoslovci pravijo, da se mora jezik razvijati 200 let, da lahko prevede Platona in Aristotela. No, Rebula sam sploh ni živel 100 let, ne? Ampak je toliko grških misli je sijajno s čistostjo izdal. No in tako kot je nakazal tak čudoviti citat, ne, da on bil kristjan etično, se pravi, bil je egzistencialno, tako je potem zljubil vsakega svojega junaka, podobno kot prej vzljubil vsakega svojih profesorjev, tudi če so bili različni, tako je vzljubil vsakega svojega junaka v svojih romanih. Ne, in mi je tudi osebno povedal, ko je pravzaprav prvi roman, ne samo biblični roman, Jutri čez Jordan, Janko Kos mi je priznal, da je to prvi biblični roman v slovenščini, Jutri čez Jordan. Ampak tudi prvič napisal roman o krščanskih socialistih, Korinski steber. In ko sva se pogovarjala, mi je rekel, da pravzaprav, ali pa tudi, ko je govoril o Šepelaju, pa tem sporu tukaj na Tržaškem, da pravzaprav zdelo se nam bo čudno, sem rekel, kako to, da se lahko tako pristno napisal tudi o poziciji stališči tržaških stalinistov, Slovencev. Rekel, na nek način sem občudoval čistost njihovih idej. Se pravi, to je nekaj neverjetnega, kako je on znal v vsaki zmoti najti zrno resnice in kako je tudi čisto etično nek odsev, neke lepote videl tudi v svojih nasprotnikih. In če se povrnem zdaj k njegovemu rokopisu, ko berete Senčni ples, tisto je zelo autobiografsko, kako je on rad, kako profesor rad piše, pa nujno mora pisati z ošiljenim svinčnikom. In to je bil on. Tukaj boste še brali tiste ideje, ki so bile,
nekaj časa na roko napisana, pa z ušiljenim svinčnikom. Se pravi, gre za čistost, za lepoto, ki seva do zadnjega diha. Lahko še eno stvar, samo eno. Nisem bil impresionist slikar. Na koncu Revež je bil slep in je odkril glasbo, klasično glasbo Beethovna in boste videli, a ne, njegovi teksti so tudi muzikalični. Ja, hvala. To je bila zdaj že tako rekoč samostojno predavanje o Alojzu Rebuli. Pa vendarle še eno vprašanje, morda nekoliko krajše. Že iz vašega govora je bilo razvidno, da sta prijateljevala, pogosto ste ga obiskovali tudi v zadnjih letih, doživljali ste to njegovo neizmerno ljubezen do Loke pri Zidanem mostu, kjer je nazadnje živel, in predvsem tudi do narave. Morda še nekaj o tej ljubezni, če že ves čas govorimo o Rebulovih ljubeznih, Rebula in narava, njegov stik z naravo. To so pravzaprav prave impresije v njegovih romanih, ko jo opisuje. Da, gre za čudovitost pokrajino Loke, ampak tudi ljudi. Ko beremo ta njegov dnevnik, vidimo, da je bila Zora v zadregi, ko ga je povabila domov, kakšen vtis bo naredil na njuna starša, ali se bo razumel z očetom ali ne. In na koncu je odkrila, da se on z njenim očetom celo bolje razume kot z njo samo. Se pravi, on je deloval pristno. In Loka, kot sem rekel, je bil ta raj pristnosti besede, doživljanja, in zato je tudi ljudi nekako doživljal pristno. Se je znal pogovarjati z navadnimi ljudmi, z njimi debatirati, in moram reči, Loka ima to prednost, da teče skozi njo Sava, in zanj je bila ta Sava reka Jordan, reka, ki prinaša življenje, in tako rad se je povzpel na Liscu, ker smo večkrat šli, in moram reči, ko sem prvič takrat ob njegovem pogrebu, ko sem se ozrl iz njegovega groba naokrog, sem razumel, zakaj si je izbral Loko počivališče. To Loka pri Zidanem mostu ima pokopališče na vzpetini, na hribčku, in okrog, ko se ozreš okrog nje, so pač Savinjski hribi, daleč, če je čisto vreme, so tudi gore, in imel sem občutek, da je to amfiteater. Amfiteater, naravni amfiteater, in tu si on izbral, ker ga to najbolj spominjalo na areno življenja, in v tem areni življenja, ali v tem prostoru življenjskega boja ga pa obdaja lepota. In se mi zdi, da če bi smel tako reči, čeravno je Tolstoja bolj cenil kot Dostojevskega, ampak potem kasneje se tudi k Dostojevskemu kdaj vrnil, se mi zdi, da je v Loki doživel tisto, kar je napisal Dostojevski, lepota bo rešila svet. Ja, iskrena hvala. Vrnili smo se tako rekoč v Loko. Gospa Tanja Rebula, prostor, kraj, kjer je nekako začutil svoj slovenski dom, in nekaj smo že slišali, kar moram reči, izjemen duhovni portret vašega očeta sta že naslikala oba sogovornika. Kako pa se vi spominjate Alojza Rebule kot očeta, kot moža? Morda nekaj o tem. Zanimivo je, da je bil moj oče obenem tudi moj profesor, tako da zdaj
Tam imam še enega sošolca. Tako da je res precej vlog odigral v mojem življenju. Bi povedala, kaj sem predvsem cenila pri njem. Iz otroštva se spominjam, da zelo redko seveda je imel možnost, da bi se vzel čas za take stvari, ampak pri potočku nam je naredil iz lesa pravi mlinček in to je verjetno on, ko je pasel v krave v Šušjem Poljaju, je večkrat rekel, da je kaj gradil. Dejansko mu je bila od vseh umetnosti najbližja arhitektura, to je večkrat povedal. To imam, še vedno se spominjam tega mlinčka, kako je resno se obračala ta koleso v tem potočku, to so taki svetli trenutki. Ali pa ko smo nabirali gobe, ko je našel Jurček, je zagnal vik in krik, da naj pridemo, ker kdo ga bo prvi zagledal, kot bi bil ne vem kakšen dogodek stoletja. Tako da se je znal res mogoče otroško razveseliti malenkosti. In medtem ko, torej potem so seveda tekla leta in se spominjam, mogoče je to nekaj, kar me po svoje uvajalo v duhovni svet. On je šel vedno na Gamajno urezati en berin in ta berin je bilo naše božično drevesce. To je bilo sicer brez besed, ampak vsi ti njegovi, kako bi rekla, njegovo iskanje krščanstva, njegov stik z Bogom, se mi zdi, da se je čutilo nekako, da je bilo nekako stalno iskanje. Tako da v starejših letih, torej kot profesor, ja, to je bilo malo smešno, ampak jaz sem zelo cenila pri njem, da nisem nikoli vedela, kaj bo dal za šolsko nalogo. Nikoli mi ni povedal in kdaj bom sprašala. K sreči me ni učil fizike in matematike, ampak latinščina in grščina, ki mi je bila kljub vsemu blizu. In recimo, da imam lepe spomine na to, da je s takim navdušenjem govoril o teh, kako bomo gustirali Tacitovo periodo in ne vem, če smo toliko gustirali, ampak on pa vsekakor se videla s kakšnim užitkom vse to predava. To me je presenečalo in zabavalo, ker mi še daleč nismo bili dorasli njegovemu znanju, ampak smo nekako samo čutili, da to nekaj pač čudovitega in smo se mučili s tistimi prevodi, ampak mislim, da je on užival ob tem. Potem pa glede spominov, mogoče ko sem mu brala, ko je že tudi on izgubljal vid, kako je imel odličen spomin, je rekel, to si mi pa ta stavek si mi že včeraj prebrala, zakaj mi to bereš, ali pa Mejdun, tega pa nisem vedel, ob 11. zvečer sem že napol spala, tako da je imel neverjeten spomin in res neverjetno živo zanimanje do zadnjega. Drugače pa me po svoje precej spremljalo tudi na duhovni poti to, da je on nenehno se boril za to, da ohrani vero. Bodi si s svojim rožnim vencem, za katerega se odloči v Lurdu, po vseh svojih, po velikem trpljenju, o katerem govori tudi v tej knjigi in tako dalje. In je potem se odločil, da bo molil vsak dan 3 rožne vence, recimo, Tega ni obešal na veliki zvon, ampak je povedal, da ga je to nekako utrdilo v veri. Potem je stalno bral življenjepise svetnikov, teologe in potem, ko ni več videl, je pa poslušal evangelije, takrat so bližne na plošči, poleg glasbe. In tako da zdi se mi, da mi je tudi to, rekla bi tako, da kot oče se vede, da ni imel časa, da se bo tam igral z mano. Mogoče sem enkrat brcala žogo, čeprav žal nisem bila sin, ampak on njega pač veselil nogomet. To so bili taki trenutki, ampak večinoma se mi zdi, da sem mu hvaležna in sem cenila pri njem predvsem to njegovo odprtost do ljudi, do drugače mislečih, do tega, da ko je njegov recimo prijatelj, ki je izgubil nogo v bolnici Frani, se tam zdravil, partizan. Vem, da je bil on po telefonu, ko je rekel namesto, ko je dvignil telefon, ni rekel rebulj, ampak smrt fašizmu, sem si mislila, to je on, je svoboda narodu. In sta bila res na nek način, kot je že dr. Kovač povedal, sta si bila nekako blizu svojim idealizmu, svojim iskanju resnice in pravice, tistem iskrenem. Potem pa še moja mama, ki je zabelila, mu je povedala odkrito vse, kar je mislila. On je moral vse prebrati, kar je on seveda napisal, ampak ona mu ni rekla, da je nekaj dobro, če se mu ni zdelo. Je znala malo, včasih tako s humorjem, tudi imati njegovo marsikaj.
In se mi je zdela zabavno, ko je rekla, kateri blagor mu najbližji, ne, od vseh pač govorov na gori, ne, in je rekel, blagor lačnim ženim pravice, je rekel on, ne. Ona pa, ja, lačnim ženim je pa najlažje biti, ja. Ja, morda še, ko ste prepisovali to besedilo, je na nek način, če se izrazim s tem klasično filološkim izrazom, v samem tekstu tudi lakuna. Na nek način obdobje, seveda, ko ga po nekem mariborskem literarnem večeru zaprejo, ste to vedeli, namreč vaša hči, vaša sestra Alenka Rebula je pripovedovala, kako je bilo v njem tudi veliko strahu. Zakaj lahko tudi izvemo iz teh dnevniških zapiskov, ko ni mogel prestopiti meje, ni dobil dovolilnice. Koliko pa ste se o tem pogovarjali doma? Torej, jaz nisem doživljala toliko kot strahu, ampak bolj bolečina, ne. Seveda, da ko je bila recimo moja mama noseča s mojo starejšo sestro, sta v bistvu je bila sama v loki, ker njega niso pustili čez mejo, ne. Torej, o tem se skoraj ni govorilo. Jaz sem pač vedela za to, mogoče, ker je bilo boleče ali ker se nam je želela prihraniti, ne. Tako da mogoče nekajkrat v življenju, drugače pa tega ni bilo nikakor, da bi se to izpostavljalo, ne. Ampak jaz mislim, da je bila to ena priložnost tudi zanj, zato da je to trpljenje preobrazil, to sem videla, ne. Namreč, zanimivo je bilo to, on je takrat ogromno pretrpel, potem z vsemi opombami, potem še dr. Maurin, ne, iskal v raznih arhivih, ki so danes dostopni, to je vse dokazljivo in dokazano, ne, da je imel seveda svoj dosje, ki je bil delno uničen, seveda, da leta 1948 nisi mogel govoriti česarkoli, ne, in so bili tudi zelo pogosto popolnoma nedolžni ljudje, ne, izpostavljeni ali pa prisiljeni k vohunjenju, kakorkoli so bili težki časi, ampak moram reči, da občudujem pa svojemu očetu in tudi mami, ne, da sta to junaško prestala in da jaz se ne spomnim enega samega stavka, tako imenovanega sovražnega govora, ne, ki je danes predvsem moderen. Kljub temu, da bi bili razlogi za to, ne, mislim, da je on to mogoče, ali oba, ne vem, kako sta to prerasla, ne vem, res ne vem, ampak imam tist, da je bila res ena odločitev za visoke etične vrednote, ker on je pogosto omenjal, jaz sem se malo čudila, še ko so bile mlajša, da zakaj mora, je rekel, ja, da on moli za zagrizane ateiste, ne, sem zelo čudno, zakaj po njegovem potrebujejo molitev, ne. Nekako se mi je zelo čudno, ampak on je očitno potreboval občutek, da lahko za te ljudi, oziroma da je večkrat je rekel, za koga vse moli, in potem je zelo pogosto molil tudi sploh za pokojne. Je rekel, za tisto pokopališče, za vse na tistem, za pokojne kulturnike, za itak prijatelje znance, in mi je zameril, da jim ne pridejo mu povedati, kako je tam gor, ne. To je večkrat, tako se pošalil, ampak ker ga je zelo zanimala večnost, ne. In moj sošolec, se spomnim, je naredil karikaturo za Valeto, ne. Zanimivo, ker moj oče kot profesor res se ne spomni, da bi on izpostavljal ali pa celo vsiljeval verske ideje, sploh ne. Jaz vsaj se tega nisem doživljala, ne, na tak način. Kako je pa ta sošolec, duhovit kot je bil, narisal njega na enem takem motorju, tistem dirkalnem, ne, in je bil Žičko gor, ker so rekli, daj mi nalogo za Žičko, da prepišem hitro, pride prevod, ne, je bil Žičko za sošolce, ampak na tem motorju, takem težkem, ne, kako sklonem tem motorju, kako mi vihrajo lesje in potem je puščica, spodaj smer večnost, ne. Ja, morda kar nekaj ste že razkrili, pa vendarle morda še nekaj o njegovih prijateljih. Prav v teh trenutkih, ko je pisal dnevniške zapiske, leta 1948 je spoznal tudi enega svojih največjih prijateljev, Staneta Gabrovca. Ti obiski so bili pogosti. Kako ste doživljali ta njegov odnos do prijateljev? Torej, zdi se mi nenavadno, ampak
neverjetna zvestoba, ne? Ker celo življenje sta si pisala, Stane Gabrovec, vem, da mi smo dobivali razglednice, vsako nedeljo so skoraj šli sinovi v hribe, ne? In potem bil podpisan Stane, lep pozdrav in sinovi Stanetovi podpisani, ne? In to zelo pogosto, potem teh pisem je bilo ogromno, res ogromno, in mislim, da jih tudi hrani knjižnica Dušana Črneta, ne, v Trstu, ker je to res gradivo za verjetno obdelavo. Ne. Poznala sta se leta in leta in sta si iz tedna v teden dopisovala, v dnevniku je tudi napisano, ne, koliko njemu pomenil tisti osamljenosti, da mu je ta Stane res zvesto pisal, ne. In Stane Gabrovec je napisal tudi en zelo lep uvod v knjigo Za prvim zagrinjalom, ki sem zdaj pred kratkim listala, so bolj meditacije, ne? In tam opisuje, kako sta se srečala prvič na fakulteti, ne? On je bil pač nekoliko starejši. Torej, vse, kar Stane Gabrovec pove o njem, je res pristno in prepričljivo. Ne? Jaz se ne spominjam, da bi on hodil k nam na obiske, Stane Gabrovec, pač pa sta ona dva veliko hodile po Sloveniji, po hribih, in Stane Gabrovec ga je uvajal dejansko v slovensko naravo, ga je peljal v Kamniške Alpe na razne izlete in ko je prišel moj oče v Slovenijo, seveda iz internata v Gorici, rezervišča in potem v Vidmu, ni poznal narave, ni poznal niti izraza planine, ne? Tako da mu je, in vem, da je večkrat tudi občudoval vero, globoko vero Staneta Gabrovca, tako da mislim, da to je eno redkih prijateljstv, ki je trajalo res vse življenje in to je mogoče bolj izjema kot pravilo, ne? Nedvomno sta si bila zelo različna, ampak je zdržalo. Tako da ste do zadnjega še, se spomnim, ko sta se obiskovala, ne, sem jih zapeljala očeta k Gabrovcu, in potem, ko je Gabrovec umrl, se je moj oče tolažil s tem, da zdaj pa molita vseeno skupaj rožni venec, ne, samo eden gore, ne pa dol, ne, nekako v tem smislu. Upam, da je res tako. Hvala lepa. V samem dnevniškem zapisu pa je, zdaj smo predvsem prikazovali to tudi intimno plat Alojza Rebule, ki je zelo pomemben člen oziroma tista vzgib, ki žene te dnevniške zapise naprej, pa vendarle se v nekih trenutkih dotakne tudi svojega odnosa do slovenstva. Vi, akademik, profesor dr. Milče Komelj, ste velikokrat govorili o tej domoljubni plati Alojza Rebule. Rebula bil izrazit domoljub, ne? Skratka, poznal je slovensko književnost in se zavedal tega, kar je Ivan Pregl med njegovimi predniki že rekel, da je slovenski narod, čeprav je majhen, da je pa nujen v organizmu človeštva in da bi manjkal, če ga ne bi bilo, ne bi več človeštvo funkcioniralo. Če malo pretiravam, skratka, on se je zavedal veličine slovenstva, ne glede na majhno število in podobno, in je v Srko vase so kulturo in je to oznanjal in je seveda čutil, da je to etična dolžnost, da ohranimo slovenstvo in je povezoval to tudi z odnosom do Boga, skratka, to je dolžnost naša. Ne? In zato je tudi seveda tako poznal zgodovino našo, ne? Spostavljal dialog s Trubarjem, zlasti v Loki pri Zidanem mostu, ko je hodil, ne? Ker je Trubar bil ničkolikrat tudi zapisal, kako se pogovarjata in podobno, ne? Delo bilanco svojega dela tudi v odnosu do vseh književnikov, ki jih je spostavljal tudi hierarhično vrsto z tega stališča, koliko so zvesti slovenstvu, hkrati pa tega ni izključeval seveda s svetovljanstvom, ne, kot klasični filolog in poznavalec svetovne literature in tudi njegovo občudovanje svetovne literature je tukaj razvidno, ne, ko ga se omenja in podobno, ampak zato ni niti za las, ne, popustil v svojem, ker bi tak ognjevit človek v svoji zavezanosti slovenstvu ali pa očetnjavi oziroma ali pa kot je Prešeren rekel, ali pa Stele, ne, in drugi domačiji slovenski, ne. Skratka, in seveda to se vidi tudi odnosa do, ne samo do literature, ampak do pokrajine, v kateri živimo, ki je del seveda slovenstva, ali pa ki nas tudi konstituira, ker je kolega Kovač, doktor, že omenil, ko posamezne pokrajine čudovito odkriva in opazuje. Ne. Z Rasto je v Šempolaju, ne, je krasno odkrival
Obenem je pa, ko je prišel pa Loko pri Zidanem mostu in je spoznal seveda dom svoje ljubezni, je rekel, tvoj dom je tudi moj dom. In je vstopilo to čudovito in skrivnostno območje, ne tlele ob Savi, ki je na vides, bi človek rekel, če ne stopite malo desno pa levo, taka rudarska oska dolina, suhoparna, na obeh straneh seveda se pa odvijajo hribi, skozovci in podobno, skrivnostni z gozdovi, ker je on odkrival tudi gobe in skrivnosti meditiral, ne, in predvsem se zavedal, ne, to kulturne zgodovine, srednji vek je uživalo in je našel tukaj takoj, ker prvi dan, ko je šel v Loko pri Zidanem mostu, je odkril cerkvico na Čelovniku. To je imenitna cerkev, v kateri je Frances Tele že leta 26 pisal freske, razložil in on je to belo cerkev skratka tolikrat označil in tako, da je tudi slovensko umetnost zgodovino povezan. In se na ta način, ne, ta zgodovinari običajni, ne, odkrivajo freske in podobno, jih datirajo, postavljajo kontekst, tisti, ki so pa še bili sprijeti, ki so imeli pa smisel za bistvo umetnosti, pa sprijeti z našim izročilom, tak je bil Stele pa Cevc, so pa skušali to še preseči s tem, da so tudi čustveno doživljanje teh spomenikov in njihovo povezano z našim izročilom, zemljo, znati z besedo izraziti. In to je on znal, ravno v Čelovniku, pa tudi v drugih cerkvah in pokrajinah. Tudi Gorenjsko je čudoval seveda kasneje, ko je pisal o koroških Slovencih, v teh seveda, ko so morali zbežati čez Lobel po vojni, ampak tudi Gorenjska se že tukaj vidi, ko je Stanko Gabrovcem plezal na Triglav in je kasneje tudi pisal, da pot na Triglav je primeru z osvajanjem jezika, pa tudi s tem s potjo proti Bogu. In tako naprej Dolenjsko, ki je pa najbolj nežna, mila, ne, je pa sploh tudi poseben obrajtov, ja to je nič kolikrat, ko je gledal tam iz krog Zidanega mosta, tam se vidi na vse konce, na eni strani Triglav, na drugi Gorjanci in podobno, je ves čas čutil von Gorjancev dih in je pisal tej nežnosti mehabi v Zidanicah, ki je tam odkrival, Kozovcih, skratka v suhi krajini sploh, je rekel, ki je taka bila sve trpeča po vojni, tam so bili seveda domobranci, ne, in je rekel, če ne bi, ko se je sprašal o teh etičnih stvareh, o pobojih vojnih podobno, je nekaj napisal, da če ne bi dolenjski kmetje suhokrajinski vzeli orožja vojna v roke, ga bi morali vzeti pa kamni dolenjski in podobno. Skratka, on je poznal tudi v bistvu prodrl vse te pestre slovenske zemlje in domovine. Obenem pa seveda vzpostavljal relacije z svetovnim pokrajini in je potoval vse povsod. V resnici, ne, je tudi Slovence obiskoval v Ameriki in podobno, v Južni Ameriki, ne. Skratka, pred 2 dnevoma, ne, ki je bil knjižni sej in smo predstavljali tudi knjigo Marjana Gruma, kiparja, ki so mu očeta ubili iz Iga in je potem po vojni, par let po vojni starši z materjo zbežal v Južno Ameriko in je tam začel tako, da je kipce začel delati, ne. In tam, ko sem te kipce opisoval, mi je gospod ravno tuta povedal, da ima on 2 njegova kipa, ki jih je Alojz Rebula prinesel, ko je Slovence obiskal od tam. Skratka, on je tudi to zamejsko slovenstvo opisoval, ne, poznal, ker je imel poseben odnos do teh, ki so morali čez gore, in zato je te gore delo izgledal s tako ljubeznijo, podobno kot Oton Župančič, tam v pesnitvi z vlakom, no, Župančič je pa sploh bil en njegovih zornikov, ves čas tudi v tej knjigi se vidi, da je, ko je slovenščino odkrival in skušal čim bolj jo kristalizirati, mu je bil merilo tudi Oton Župančič, ne, ki je pa tudi slovensko pokrajino tako oživljal, ne. Skratka, tako da on je en teh redkih, ne, novejših glasnikov slovenstva, ki nadaljuje s to domačijsko tradicijo, hkrati je pa na najbolj rafinirani ravni v največjih umetninah oznanjal to idejo. Pisal je pa tudi pri Mhori družbi bolj poljudna dela, tudi sijajna, ki imajo pa tudi to vlogo, da je se čutil kot enega, da je njegova umetnost tudi poslanstvo, da osvešča ljudi. Tako kot Ivan Pregl, pravzaprav, ne? Da je na več nivojih pisal, da se zavedajo, da morajo ostati pritrjeni na izročilo, na svoj jezik, domovino, ne? To je bilo zanj sveto, kot če marsikaj, ne? Tako da on je združeval kozmos, pravzaprav,
in zemljo. In tudi, ko piše v Čelovniku, podobno gleda v nebo in povezuje kozmos, zvezde in zavest tega, da je človek, skratka, kozmični človek, prevalj celega sveta, ampak jedro je pa v kraju, kjer je doma in kodr izhaja. In to je bila zanj Primorska, potem pa še zdaj si ga delijo, čigav je, seveda do vseh, Slovencev, ampak ljudje iz Šempolaja, ponosni so nam pa v Zidanem mostu Loki, on se je tja odmikal, in je potem s pogledom v duhu, je pa celo slovenstvo tam zaobjemal. In nič kokrat opisuje, ko je šel v hribe pogled, iz tiste arene, proti Dolenjski, proti Gorenjski, skratka, v srcu je ponosno od Primorsko, in je potem tudi posod, kot slikar Jakac in podobno, ki je potoval, je posod vse primerjal s slovenskimi kraji, s slovenskim človekom, svoje ljudi, ki je znal tako plastično oživiti, pa naj bodo duhovniki, ki so bili skozi vezani, naprimer, na svojo domačijo, ali pa kakšni romari srednjeveški, ki so potovali ali pa iskali še v času križarskih vojn in tako naprej odrešitev. Skratka, vse te se je užival in so vsi iskali Boga, hkrati se pa vidi doskrat iz teh test, tudi v njegovih delih, teh bolj poljubnih, da so ga našli lahko samo doma, v domačiji lastni. Tako da je on enostavno oznanjal slovenstvo, pa našo dolžnost ali pa privrženost, ki je bila zanj sveta, do izročila in sploh do našega bistva. Na bistvo ali pa bivanje, to je sploh njegova, ki bi filozof, temeljna beseda, povezuje pa to z najbolj konkretnim obstojem pa vztrajanjem na domačiji slovenski in pa na bivanje v jeziku, ki je pa temelj sploh vsega, s čimer je vse povedal in izražal. In zato je jezik tako občudoval. Je pa vse v eno sintezo povezoval. Tako da, ko govori z jezikom konkretnosti, zveni tam skozi večnost pravzaprav. Tako da je bil tak zelo univerzalen človek in tukaj se vidi to izročilo antike, pa krščansko zaupanje v nesmrtnost in pa hrepenenje po lepoti, ki jo pa spet v klasičnem antičnem smislu povezoval z dobrim pa resničnim. Pa smo spet preko Tanje Rebula in Milčka Komelja prišli do večnosti. Pravzaprav smo ves čas govorili o Alojzu Rebuli, pa vendarle je osrednja junakinja, bi rekla, njegovih dnevniških zapisov med letoma 1948 in 1954, Zora Tavčar. Morda je prav, vi ste jih pogosto obiskovali oba, da spregovorite nekaj o Zori in o veličini te ljubezni, kako ste jo doživljali vi. Navadno pesnik, pisatelj velja za človeka, ki živi v svojem svetu. Alojz Rebula pa zame imel veliko odliko, da se je znal uživljati v drugega. In uživlja se svojo rahločutnostjo srca in osebno je bil prepričan, da Zora življenje drugače doživlja kot on in da brez nje on tega življenja ne bi zaobjel, ga ne bi razumel, ga ona utelesila, pa tudi v nijansi odtenkih svoje ljubezni, svoje duhovitosti ga marsikaj naučila. In se mi zdi ta velika poteza uživljanja v sogovornika ga je odlikovala do konca dni. Ampak zdi se mi prav, če bi me zdaj vprašali mene, kateri so bili njegovi prijatelji, poleg Staneta Gabrca, Ukmarja in tako naprej, jaz bi rekel, svetniki. To je neverjetno, kakšno privlačno se je on čutil do svetniških osebnosti. Tudi ko piše o Slomšku, človek se vpraša, a on takrat živel ali kako se je živel v Slomška, kako se je on živel v malo Tereziko, Terezijo z Lizjeja, kako jo je on, to dekle, kako je on pisno doživljal,
kako se on živel v Jacques Maritain, on se z njimi pogovarjal. Ne, in hočem reči, on je imel v bistvu te svetnike ob sebi in se z njimi pogovarjal. Zato se mu je zdelo tako čudno, kot je gospa Tanja omenila. Pravi, tokrat mi je rekel, poslušajte, zdaj tudi Stane umrl. Pa noben mi ne pride povedati, kako je tam. Pa vsi vedo, kako mene to zanima. Ne? Hočem reči, zanj je tisti drugi svet, večnostni svet, svet ljubezni, bil nekaj resničnega. In zopet ponavljam, sem se pogovarjal z Nežo Maver, ki je nekaj časa živela v domu, v Loki, in ko je šla na sprehod, ga je pogosto obiskovala. In enkrat sem se z njo srečal, sem rekel, kako se pa vidva razumeta? Rekla, odlično, pravi, pravzaprav ne vem, če je še kdo drug z mano tako spoštljivo govoril. Se pravi, da je ona v svojih letih začutila, da je on do nje pozoren kot do osebe, kot do ženske, kot do ustvarjalke in takšen je on bil, da je čutil, kako so vse ideologije ničeve in kako je človek ne samo krval pod kožo, ampak kaj vse lepega, čudovitega lahko vidi v svojem sogovorniku. No in tak je bil do konca dni, zlasti tole bi rekel, veste, neverjetno je, da človek tam pri 90-ih je zvedal kot študent, ne spraševal, ja bežte no, pa dajte mi to povedati in tako naprej. In hočem reči, da ob njegovi ponižnosti, skromnosti, ko se je zanimal za vse ljudi, za vse ideje so imele osebnost pri njem, ampak to je posebno poglavje, ki jih je piskoval, hotel včasih rešiti idejo in jih je pestoval, ampak to, kar je bilo zanimivo je, da ko sva se pogovarjala, ko sem od njega odhajal, ker mi je govoril o svetnikih, kako jih on doživlja, kako on doživlja življenje, te vrednote, moram reči, jaz sem po svojem poklicu, naj bi bil tudi duhovnik, ampak hočem reči, tako me je presenetil svojo mladostjo, svojo zvedavostjo, se rekel, ta obisk je pa bil vreden duhovnih vaj. Ja, kar nekaj smo povedali, tako da se naš pogovor počasi približuje koncu. Za zaključek, gospa Tanja Rebula, seveda to večno vprašanje. Vem, bilo je naporno prepisovati tako z vidika samega razbiranja pisave, kot seveda tudi zaradi neke čustvene vpletenosti v vse očetove besede. Pa vendarle, kaj je še skritega tam v omari in morda boste še delili kakšen zapis iz njegovih rokopisov širšo javnostjo. Kot rečeno, so polne omare in vsak papirček si mislim, kaj ček je važnega in tako ne prijem nikamor. Tako da se mi zdi, da je boljše, da se posvetimo tej knjigi in potem govorimo še o ostalem. Vsekakor, gotovo se še kaj najde in mogoče je tudi kaj od tistega za objavo, ni pa rečeno, ker že tukaj je precej intime in se sprašujem, do kakšne mere lahko človek še posega v to, kar je recimo najbolj skrito, najbolj osebno in zato tudi najdragocenejše. Vsekakor tisto, kar ostaja, se mi zdi, da bi bila velika škoda, če vsaj to ne bi bilo objavljeno. In recimo, da ko smo že pri mami, zdaj tudi sem imela to srečo, da je tudi mama kar dolgo še živela, čeprav žal tega rokopisa ne bi več zmogla, ker je že toliko opešala, da bi ona take
toliko strani prebrala. Tako da, ampak mislim, da je bila ona dejansko v določenih obdobjih junaška. Ne? Tako da sem jaz imela na nek način srečo, da sem lahko bila še ob njej s drugačnimi občutki do nje, da sem jo čedalje bolj cenila, ko sem brala to, kaj sta vse prestala, ker nista res veliko o tem govorila in vem samo to, da je mama, kot večina ženska verjetno, ne, v marsičem posvečala svoje življenje in svoj čas njemu, ampak je večkrat rekla, tudi če kdaj malo potožila in tako dalje, ker je prišel včasih s tistim listom, Zora, glej, boš to malo poglej, ne, kaj ne vidiš, da imam drugo delo, ampak vedno mu je ustregla in vedno vse prebrala in on nikoli ni poslal, če ni ona prej prebrala, nobene stvari v tisk. Ampak, hočem reči, ne, da tudi v tem smislu ni tega nikoli obžalovala, čeprav je sama pesnila in objavljala, še preden sta se spoznala, dejansko bila nadarjena literarno, zato ga je lahko razumela in spodbujala in bila najboljši kritik. Ampak je rekla, da ji ni žal, da je ker na nek način tudi kar je žrtvovala zanj, ker je verjela v njegov talent, ki je po njenem bil večji od njenega. Ne? Torej, v tem smislu se mi zdi, da včasih se doživljajo ljudje na istem področju kot pari, mogoče kot neki tekmi, ne? Medtem ko tukaj ne vem, kako se je to išlo, ampak sta res sodelovala. Ne? Čeprav je rekel nek moj dijak, pa je napisal, da ženska se mora v zakonu veliko požrtvovati. Tako da nekaj je bilo na tem. Ne? Ja, kot smo slišali, vedno je bila Zora Tavčar tista, ki je prebrala Rebulove rokopise. Zdaj pa je ta njegov zadnji objavljeni rokopis temeljito prebrala njegova hči Tanja Rebula. Res prepričana sem, da si za to svoje izjemno delo, kot tudi za današnjo predstavitev, zasluži velik aplavz. Vsekakor pa imate še priložnost, danes so gostje tukaj, da morda morebiti karkoli povprašate. Če vas zanima, prepričana sem, da vam bodo z veseljem odgovorili. Kakšno vprašanje, kakšna misel, kakšen spomin na branje Alojza Rebule? Ne, Alojza. On je rekel takrat, ko je dobil Prešernovo nagrado, da če ga bodo poklicali Alojz na oder, da ne bo šel, ker on ni Alojz, on je Alojz. Če ne pa bo priložnost, da se z našimi gosti pogovorite v nadaljevanju, je? Ne, on slika. Bi pa lahko tudi zaključili ta večer, da bi dali več priložnosti, ker potem vi greste v Ljubljano, da bi bilo več časa na razpolago, da se pogovorimo. Hvala za ta čudovit večer, o čudoviti osebi, človeku, pisatelju, kulturniku, mislecu in kristjanu. Hvala vsem štirim sogovornikom, doktorju Kovaču, doktori Naciji Fridl, Tanji Rebula, profesorici in doktorici in akademiku in doktorju Milčku Komelju. Hvala Slovenski matici za to knjigo in za vse prejšnje, ki ste jih tudi tiskali, med katerimi je Vsi nam vetru tudi. To je bil naš zadnji večer v letošnjem letu, zato najprej hvala, da ste nam sledili in želim vsem vam blagoslovljen adventni čas in vse dobro v novem letu. Kar se tiče naslednjih večerov, naslednjega večera, sedaj datuma še nimamo, gosta tudi nimamo, imamo več gostov, sedaj tudi mi se bomo zmenili, katerega bomo imeli v januarju. Imam pa dve vabili za januar, ki so tudi povezani z Alojzom Rebulo. In sicer najboljši roman o Primorski, po mojem, je Nokturno za Primorsko. In junak v Nokturno za Primorsko, neomenjen, ampak je jasno tudi
Alojz Rebula to povedal, je Filip Terčelj. 7. januarja bo obletnica njegove smrti, njegovega umora in bo v Šturjah spominska maša. 10. januarja pa bo v Novi Gorici maša, pri kateri bo sodeloval cerkveni zbor iz Šturij, ki bo pel Terčeljeve pesmi. In potem bo okrogla miza, na kateri bo predstavljena tudi nova knjiga, ki jo je napisala Marija Gasser. Okroglo mizo bo vodil Jože Možina, pri njej pa bodo sodelovali tudi Ivan Albrecht in pa Renato Podbersič, tako vabljeni na ta večer. In potem v januarju seveda bomo imeli še druge večere. Tukaj na razpolago so knjige, je samo 10 izvodov, tako bodo avtori lahko jih podpisovali, so tukaj na voljo in še naprej lep večer vsem. Sem pozabila še kaj, Renato? Ja, pozno, dej. Dimitrij Klančič, dotaknili ste se odnosa gospoda Rebule, mislim, da vi, profesor Kovač, oziroma do Tolstoja oziroma Dostojevskega in ta prehod. Res bi me zanimal, ker kolikor sem skozi to branje Alojza Rebule bi ocenil, da gre tukaj bolj v kontekst Dostojevskega. Tako na kratko bi vas prosil to vaše razmišljanje. Hvala. Gospa Erika, jaz vam imam eno prošnjo, dajte me kdaj povabiti, pa bi o Dostojevskem govoril. To je za celo uro, a ne? Se pravi, ampak kaj hočem reči, veste, seveda tukaj spremno besedo sem pač govoril, da je spregovoril o svoji duši v svojem dnevniku in v tem obdobju je zelo rad bral Nietzscheja in je šel do kraja in v tej radikalnosti, kako je vse Nietzschevo, tudi kako je politika Nietzscheva, vsa družbenost in tako naprej. Tu je tako ničejansko radikalen, kot joj ravno Nietzsche se je pa vzoroval pri Dostojevskem. Tukaj so nekako velike poteze, ampak hkrati je bil pa tudi Dostojevski, to kot je gospod Milček Komelj povedal, je bil pa velik patriot, velik slovanofil in ravno to slovanofilstvo, oziroma ki se izkaže v izrazitem veselju do slovenščine. In se ne izmikam vprašanju, samo ena stvar. Dostojevski in on in Rebula imata pa to skupno, da vsak v svojem narodu vidi dimenzije ali razsežnosti mesijanstva. Dostojevski je to nesporno videl kot slovansko dušo in da ruski narod se v zavesti Dostojevskega odrešuje svet in če berete Jutri čez Jordan, tam je pa čudovita povezava med izvoljenim narodom, judovstvom in pa samo slovensko zgodovino. No in se mi zdi, to je zelo pomembno, da je on to naglaševal tudi v svojem znamenitem predavanju Lik sinu človekovega. Naše Tromostovje je izdalo to knjižico, pravi, da je bil Kristus kot rabi iz Nazareta zvest judovski kulturi. In ta zavezanost, judovska kultura, da kultura ni samo koda, komunikacija, še manj moč za osvajanje sveta, ampak da je kultura, če je temeljna kultura, je presežna kultura, je navzočnost razodevanja onostranstva in zato je bil Rebula prepričan, da slovenski literat, če je umetnik, tudi če ni veren, ne vede razodeva onostranstvo. Podobno kot tudi Dostojevski ni sprejel, da če nekdo neveren, da se da krstiti kakšne drugi cerkve kot ruski. S tem, ko je ruska cerkev že zanj moli, je že duhovno naravnan na rusko krščanstvo, tako je tudi Rebula bil prepričan,
da nekdo, če je pristen Slovenec, tudi če ne ve, tudi če zanika Boga, ampak ta Bog se nekako uštuli v njegove besede, njegove vrednote in proti svoji volji ga razodeva. Nekaj je bilo vprašanje za Dostojevskega, ampak Tolstoj, gospa Ignacija Fridlja sprašuje, kaj pa Tolstoj. Ja, Tolstoj je pa stalnica na njegovem nebu. Hvala lepa. Ja, preko sem omenila, kdo vse je bil Alojz Rebula, se bom dala svojo kanglico, on je bil tudi velik zamejski Slovenec, ne bom rekla tržaški, ker imamo pač te lokalpatriotske težave, ampak njegov roman Nokturno za Primorsko je bil preveden tudi v italijanski jezik, je prevedla Martina Kleriči, to je odličen prevod. In to je knjiga, ki jo mi damo vedno vsem novim škofom, ki prihajajo k nam, in vsem kulturnikom, profesorom in karkoli, če hočejo oni spoznati, kdo smo primorski Slovenci, preberijo ta roman. In to se je obrestovalo z raznoraznimi, ker potem so razumeli to našo primorsko dušo. Sedaj pa zares, hvala še enkrat za tale večer, kot rečeno, knjige so na voljo, tudi za podpis in vabljeni potem še na kozarec oziroma na druženje. Lep večer.